Ljudje in ljudine, poslušate 183. epizodo podcasta Obod, podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo, preizkušamo in poslušamo serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov od F do Z. Obod ubiramo beliče oberuških delilcev, tako kot skoraj vedno. Mito Gegić, Servus, Igor Harp Yo. in Aljoša Hrlamov, tokrat z nami dva gosta, komik, prevajalec, avtor in kolega podcaster Boštjan Gorenc Pižama. Lepo pozdravljeni. Hvala. Ter ostrivka pogleda, študentka marketinga in kolegica podcasterka Mojca Gorenc. Živja. Živijo, Mojca, kako sta? Super. Fino, prvi dan po počitnicah. Včeraj nisi lepo, včeraj je bila nedelja, navadno, Ja. to več niso počitnice. Jaz sem ful vesela, ker me drugače ne povabijo noben podcast. Res. Prasti šovinističnike večinoma, se vemo. No, super. Danes imate priložnost, da se razgovorita, ker smo mi vsi neki bolni. Mi dva imamo full idej. Današnja epizoda je posvečena namreč seriji Poker Face. Prva sezona, katera je na voljo na pretočniku Sky Showtime, sestavlja pa je 10 epizod. Če torej omenjene serije še niste pogledali, potem za vas velja pošteno opozorilo, da bomo o njej govorili brez zadržkov, torej z vsemi kvarniki. Zato si jo morda najprej poglejte, 10 epizod, to pogledate v 2 dneh, tako kot jaz. Preden poslušate dalje, če pa ste serijo že pogledali ali pa niti ne nameravate gledati, potem pa dobro premislite, ali boste višali ali klicali, ali se vam zdi, da blefiramo, ali pa imamo v rokah zares zmagovalne karte. Tale intro je napisal nekdo, ki ne zna igrati pokra. Ena kvartaška. Kdo vas zna igrati pokra? Jonasa bi lahko poklicala, ne? Mislim, jaz tebe sprašujem. Ja, mene, jaz, vsi kolegi z Impra so se bolj dobivali za na poker večere, pa jaz nisem. Mislim, jaz vem, da moraš nekaj zbirati, Ja. pa da imaš teksa s holdem, kjer se 3 karte ali koliko vid, pa ti pa z 2 sam blefiraš, pa Ček, ni Texas, ko ima tudi Beyoncé. Ja, in to je to. Ful zanimivo, da si prvo karto od vseh, ki so full house, pa ne vem, kaj ti to Beyoncé. ne, pač to je stil Beyoncé. pokerja. To je stil Aha, pokerja. okej. Beyoncé. Mislim, da to bi bolj Jonas, oziroma ne, doktor izmed fekali bi to vedel povedati. Ne. Okay. Znaš ti poker, Mojca, slučajno? Ne, zna pa blefirati. To je boš. Nekaj odvajajo, vse dvajajo, tudi nisem vprašal. Poker. rudimentarno, ja. Zelo. Aha, načeloma, kao razumeš. Mislim, lahko bi sfejkal. Okay. Jaz pa razumem, ker sem z Maribora, pa poznam več ljudi, ki so zapravili full cash na poker avtomatih. Okay. Se pravi, ne vem, če glih razumeš. Avtošola, kamor sem hodil, je propadla vmes, medtem ko sem probal narediti izpit. Zaradi pokera. Zaradi tega, ker je lastnik zakockal vse avte na poker avtomatih. Tako da ja. The best. Se ga- Kdo kup avto, ki ima še en set, veš, bremz zraven? Ker to je dosti samomorilsko. Ti rečeš, fantje, danes jaz ostanem trezen, vi lahko pijete, ne? In potem peleš z unim avto, da minus zraven tebe, medtem, ko ti voziš malo po bremzi. Ja, lej, Ja. mogoče pa kdo rab, kaj pa je zdaj? Ja. Kakšna Mogoče mrtka. druge avtošole. Pa oni mladi vozniki, ja, veš, da še starši sedijo zraven. Tako je. Ja. Bremze. Pa vsi moški, vseh žensk. Okay, To ne bilo spravimo. Bodeča neža. Juicy. Skratka, danes delamo Poker Face. Mi je že žal, da sem načel to debato. To bo vseeno to stalo. Prvo sezono, žanr Poker Face, o tem bomo nekaj pol govorili, tako da se ne bomo tukaj ustavljali. Kriminalna komična drama, kako je ubil, cestna serija, ne vem, ne obstaja cestni film, žanr, ampak cestna serija, recimo, in mafijska serija. Ja, road movie. Aha, Road ja, series. Series. okay. To je prav bila v 70-ih pa 80-ih, cela serija teh A-Team pa Pocestnice. pa Knight Hvala. Rider pa tako dalje, Pocestnice. ker so junaki pač for no reason ali pa ker so bili na begu pred pravico ali pa kaj so potovali naokrog. Bil je policaj. Tako. Ja, dober Rino v Reigns, svojem še v poklicu. 90-ih. Ja, najboljša serija ever.
Ustvarjalci so Ryan Johnson, ne boste verjeli, skratka, The Dude, ki je naredil Star Wars, The Last Jedi, ki smo ga vsi oboževali. Potem je pa naredil 2 boljša filma, še boljša filma, Knives Out in Glass Onion. Knives Out smo celo delali v eni do epizod, lahko poslušali, vse smo tudi Star Wars, The Last Jedi, če se prav spomnim. In 3 epizode od tega tudi režiral, se pravi tudi Poker Face, prva, druga in predzadnja so njegove. Drugače pa sta se kot ustvarjalki sta podpisani tudi Nora in Lila Zuckerman, to sta sestri, ki sta delali pri sci-fi seriji Haven, 2 sezoni serije Suits sta pisali in pa od 4. do 7. sezone Agents of S.H.I.E.L.D., se pravi nas, in pa obe sezoni serije Prodigal Son. A sta one dve kakšne žlahte z originalnima Zuckermanoma mogoče? To pa nimam pojma. Ne bi vedel. Ali je pilot v letalu Fame pa to? Ja. Ne. Nikoli ne veš. Ali je pilot v letalu, bizarna trivija, pa vedno je primeren čas za to. To bizarne trivije. Niso dovolili takrat 3 režiserjev med in je eden od njih si dal vmes že spremeniti priimek v oba, torej Abrams, Zuckerman ali kakorkoli, ampak pol so jim na koncu vseeno dovolili, pa si je lahko nazaj uradno spremenil priimek. Kaj ljudje naredijo, da lahko režirajo? Eni se prijavijo na Slovenski filmski sklad. V glavni vlogi je Nataša Lyon, ki jo poznamo iz ruske, kaj že, Babuške. Ruske lutke, tako. Babuške. Matrjoška. Pa iz Orange is the New Black. pa Orange is the New Black, pa But I'm a Cheerleader. Ok, super. Pa iz Scary Movie. Pa Scary Movie. No, Pa ameriška pita. Ja. Ja? Okay. Pa že kadi. Ona se je rodila s čikom. Ona, ki se je rodila, se je dal v inkubator, zato da ni dima, več drugih novorojencev motil. No, ja. Mogoče ni delč od resnice, ker pač Nataša je dejansko bila otroška igralka, že zelo, zelo mlada so je starši porinali pred kamere in lepo zaslužili na njen račun. In denar tudi zapravili, kar je v bistvu tudi v Russian Doll, mislim, da je tudi neka ta varianta, da ji zapravijo denar za fakulteto, za univerzo. In dejansko to del njene zgodbe, v bistvu vse je zelo avtobiografsko. Okay. Ja. Kot otroka so jo oropali. Ja. In tudi ta njena, to sicer še nismo omenili, malo sem hitra mogoče, ampak ta njena sposobnost v Poker Faceu, ona je tudi rekla, da je zelo pač opaz stvari in da je cel life mislila, da ona bi mogla biti v FBI-ju, da pač to je noro, na kar so gotovili pač terapeuti, a ne? Ja. Da je pač hipersensibilna zaradi tega, ker je mogla cel life pač se reševati iz težav, ki so jih starši povzročali in tako naprej doma, tako da... Jaz sem tukaj samo pravico do popravka uveljavljal. Scary Movie 2, ne Scream. Okay. To je to. Pa bila je tudi v Pee-wee's Playhouse. Recimo, kot otrok, kot otrok, recimo, meni je ta Pee-wee's Playhouse med tako noro, kako so... To je neki na LSD-ju. Pač Pee-wee Herman, ne? Pač to je bil tip, je naredil lik, s kjer mu je nastopil po underground komičnih klubih in so se pa spomnili, kaj če bi to naredili zdaj neko resnično otroško serijo, in so dali Timu Burtonu zarežirati in vmes smo en od likov, ki se pojavlja, je Lawrence Fishburne, ki mu uletava in je res tako bizarno, prav tako bi rekel, si predstavljaš, da je to nekaj, kar je Tim Burton gledal, ki je bil majhen. Ja. Čist bizarno in če niste gledali, mislim, da je na Netflixu, ali na enem od pretočnikov je dajte to svojim otrokom pokazati Zanimivo, ko je naslednjič hotel tačke na patrulji. Ker si Pee-weeja omenil, Nataša Lyon je v bistvu tudi on je umrl koliko je 2 leti nekaj nazaj, umrl leto 2 nazaj, je tudi rekla, da je bil eden od pač pomembnejših ljudi v njenem življenju, zaradi tega, ker je v bistvu ona se tudi zdravila in vse živo pač zabluzila je totalno, že kot mlada. Mislim, da je bila 16 let stara, ko je se osamosvojila, ko je šla od familije stran in pol živela juhu Brooklyn oziroma New York Life. Ampak, The Original Girls. Ja, lahko bi tako rekli, ja.
Ampak on je bil eden od pomembnejših ljudi, ker je v bistvu zelo hiter, ker je šla na rehab, pa to jo je tudi povabil, pa se je družil z njo, tako nekako kar nek safe space je dal. Tako da zelo, čeprav je bil Paul Rubens, ali kaj je Paul bil Rubens, je bil zelo pač čuden lika, ne? Ampak vseeno. Ja, ampak je bil, mislim, da za njega je tako prav, da te, kar sem jaz stik z njim, da je bil zelo tako človeški, pa humano. Evo, Paula Glorensa Fishburna, ki je not igral Cowboya Curtisa, je bil recimo tudi en od pogostih gostov, Phil Hartman tudi. In še dosti jih najdeš, tako da res zelo bizarna stvar, dajte pogledati, če niste. Ja, pa če boste otrokom dali gledati, bojo mogoče igralci, ki bojo veliki. Drugače pa je kar nekaj pač velikih imen, se jih bomo omenjali vmes. Benjamin Bratt je noter, Adrian Brody je noter, koga smo še... Brat in sestra Perlman, tako, ki nista v žlahti. To sem jaz res preverjal, ker me je zanimalo. Pa si bil edini. Se pa Maja, če napišeš Rhea Perlman, bo na Googlu naslednji is she related. Čeprav se, če jih pogledaš, veš dejansko, pa skrb ste glik za dve normalno visoki osebi. To je eno familiji pobral višino, drug pa Devita. Ja, glede na to, da je Danny DeVito se ločil od nje, če bi to bil njen brat, se ne bi upal. Mogoče res ne. Pa vse ostale bomo še tudi kaj omenili. In zdaj kratka obnova serije, oziroma nekaj povemo o seriji, in to je Igorjeva naloga pri nas, tako da Igor, na vrsti si. Torej, glavna junakinja Poker Face je Charlie Cale, ki ima eno zelo posebno lastnost, in sicer, da vedno ve, če nekdo laže. Avtomatsko nekako ona to zazna. Tako. In v življenju je pač najprej probala nekako se z pokrom baviti in temi stvarmi, in to jo je preneslo v navzkrižje z vegaškimi moguli. Tako da, ko jo spoznamo na začetku prve epizode, je ona dela v kazinoju, kjer jo je prisilil lastnik tega kazinoja, ki je dobil, da z svojim talentom pač zmaguje v pokru. Skratka, ona je tukaj in potem se stvari zalomijo in njena najboljša prijateljica je umorjena, ona je pa ugotovi, da je neki tu šlo narobe, in s časom ugotovi, kdo je morilec. In zdaj vsaka epizoda naslednja je točno tako zastavljena, da najprej vidimo umor, oziroma v enem primeru je nesreča tudi, ali v dveh, in potem vidimo, kako je ona s tem primerom povezana in zakaj je prišlo do tega in kako ona razkrinka. Zdaj, kar se še v prvem delu zgodi, je, da je ona prisiljena pobegniti iz Vegasa na koncu in se skrivati po ZDA brez nekak identitete, brez kartic, nekak, medtem ko je cel čas nasledi mafija. To je nekako to. Zdaj pač posamezne epizode so potem pa lahko zelo različne. Ena recimo je z temi NASCAR ljudmi, ki vozijo samo levo. Zelo nenavadno za ameriški jug. Pol je ena scena z recimo trackerji, s track stopom, tista mi je bila dosti všeč. Ena scena je z bandom, ki je ona roadie, oziroma prodaja merch. Potem, ne vem, zdaj se ne spomnim čistočno. V domu za ostarele. V domu za ostarele, ta najboljši. Ta, the best. Potem ona epizoda, ki je meni tudi ljuba, ki je veganska, ki je v bistvu v onem smokehouse-u, ki je barbecue. Tiste zelo dobro zna humor not vpeljati, pa zelo v redu je to, da je en tak pristen folk. Ful so različni, vsaki epizodi, ampak vsi so tak salt of the earth. To bi pomenil že takoj na začetku, ker ona ima, cela epizoda, koncept je dosti po Kolumbo, vse je tam, mislim, ni kaj za skrivati, nekako se zgleduje potem, ampak ena razlika pa je, da v bistvu se ona to v
potuje po tej Americana fora, kao res salt of the earth folk, ne? Da ni v bistvu tam kot v Columbo, kjer sem imel neke bogatune v Beverly Hillsu, Johnny Casha, pa Shatnerja, pa Nimoya in tako naprej. Tukaj imaš pa res navadne ljudi, kao res bolj delavski narod, trackerje, tako kot si že omenil, tale barbecue, ki smo že imeli dom za ustreljati. V bistvu to je ena taka glavnih razlik, ki sem jih jaz opazil noter, ne? Da v bistvu tak res navaden delavski narod, ne, noter. Mi se mi zdi, da tudi pravzaprav, če gledamo to osnovno premiso, ne, ko ona pobegne in kako ji pol tudi povejo, ne, pač, če boš ti uporabila kartico, bojo v 15 minutah zvedeli, kje si. Ne, se pravi, kako dejansko pač čist verjetno nastavijo to njeno pozicijo, bega skozi te ameriške kraje in obenem, zakaj, tudi ne vem, ko je priča zločina, zakaj ona nikoli ne more biti tista, ki to nese na policijo. Dejansko so to podstat zelo v redu zašolali in naredili pol take fine temelje. Zašolali, okej. Temelje. Plag. A to je pa neka knjiga, ki je prevajal, ne? Ja. Nek sem hotel reči falirani anglist, ampak je po 20 letih študija končno diplomiral. Za razliko od nekaterih. Par tednov pred 20 leti, ampak ja. Zdaj ste to že omenili, skratka, Mito je omenil Columbo, ne, skratka, tukaj ne gre za kdo je ubil, se pravi who done it, ampak how done it, pravi, kako je ubil. In vedno vidimo, skratka, ta umor najprej iz perspektive morilca in žrtve, se pravi, kako pride do umora, potem pa v resnici pogledamo še enkrat na iste prizore ali pa na vsaj zelo podobne prizore z njo, kako je ona skratka zraven nekje umeščena in potem ona, ker prepozna neko laž, se skratka loti razreševanja primerov. Ampak meni je zanimivo, kako v bistvu, ampak najprej bomo šli en krog seveda tega, kako vam je bila všeč serija, da ne pozabim, no. Tole, pol me bo pa zanimalo res kako, pa se mogoče lahko to že malo odgovorite, kaj vam je bilo tisto, kar mi je bilo všeč, ker to ni tipična kriminalka v tem smislu, zdaj bom pa jaz ugotavljal, kdo je morilc. Morilc je ves čas znan in v resnici, kaj prinaša ta serija tistega, kaj nadomesti za vas tisto privlačnost kriminalke, ki jaz mislim, da je ena glavnih v tem, da ti ugibaš, kdo je morilc. Da vam je ta serija še vedno všeč. Gosta imate prednost, Mojca, ti, ki te ne vabijo po podcaste, mogoče začni zdaj. Kaj je že vprašanje? Ne, pa vem, zakaj te ne vabijo po podcaste. Pač meni je bila serija zelo všeč, če iz tega svojega ženskega vidika pogledam na serijo. Všeč so mi serije, kjer ženske niso predstavljene stereotipno. Se pravi, kjer ženske niso neke nežne dušce, ki pač jih vsi okoli parnesejo, gor, levo, desno. Charlie je v bistvu moški, po vseh karakteristikah je moški. Obnaša se kot moški, govori v bistvu skoraj kot moški, kadi kot moški, pije kot moški. Vse to in to mi je v bistvu zelo všeč, zaradi tega, ker sem se malo naveličala teh stereotipnih serij. Zdaj sem se spomnila na kaj je že bila, Kate Winslet igrala, ful dobra tudi. Mare of Easttown. Tam je bila tudi, sicer ne mogoče čist tako, ampak na nek način je bila iz ženskega stališča isto, ona ni bila tipična ženska detektivka, ne. In to mi je ful, bom rekla, to je ful dobrodošlo, no, danes se mi zdi. Čeprav, dobro, sej grejo stvari v to smer, se mi zdi, da so pogruntali, da je to nekaj, kar je ljudem tudi všeč. Nataša Lyonne mi je ful všeč kot lik, to sem se že prej z Mito tam pogovarjala. Pač všeč mi je ta njen Columbo style. V bistvu je bilo prav smešen, midva sva gledala, najprej sva binžala Columbota, pač kar tako sva se odločila. Ko imaš nekaj, kar si daš, da ti vzad laufa. Pač nekaj, kar lahko... Zvečer pač malo tapkaš. Ko sva že, ne vem, v tapeto Seinfelda šla skozi, recimo, pa kakšne druge stvari. Pa se, ko greva lahko še enkrat Good Place, pa je rekla ne. Pa Office, pa te zadeve so pol na Columbota prešaltala in pol. Malo zatem sem v bistvu gledala Poker Face. Ne, da bi sploh vedela,
vedela sem, to je unka, jaz rekel, to je unka, kao nek Kolumbus za sodobni čas. A ti si to vedel? Ampak jaz sem sam to vedel, nisem pa nič vedel. Pa jaz tudi priznam, da tudi Russian Doll nisva pregledala, tako da jaz sem zelo tako padel v lik Nataše Lyonne, tako zelo frišno v Poker Faceu. Ker pač prej sem jo poznala v teh filmih, kjer je v bistvu igrala dost dobro, razen te cheerleaderke, ker je bila glavna vloga. Ampak drugače je igrala zelo tako neke manjše vloge, neke v zadju se to tudi ful dobro razloži, par Conanu O'Brienu v podcastu ful dobro razloži, zakaj je bilo tako. In tukaj ima pa res tako nosilno vlogo in v bistvu cela epizoda sloni na njej, razen una opice, kaj že Monkey Time, ki pa je v bistvu zelo, tam je pa se mi zdi ona zelo tako obrobna figura, kar je tudi ful zanimivo, da mogoče v nekih teh epizodah je pa ona tako mal, vse en malo zadnji. Zakaj mi je zanimiv ta stil, kako je naredil, čeprav veš, kdo je naredil? Ne vem, se mi zdi, da je ta stil Knives Out se toliko pozna v tej seriji in Knives Out so meni, mislim, oba filma sta mi dobra, prvo mogoče malo boljšno. Ne vem, nek tak humor ima vse skupaj na nek tak neusiljiv način, ali pa neočiten način. Neke stvari se mi zdi, da izpadajo humorne, dober, mogoče razen v tem Monkey Time epizodi, ki je res cela epizoda je burleska, ampak drugače se mi zdi, da vse stvari tako dosti spadajo naravno, smešne, neprisiljene, pa pristne, tako kot smo rekli, te junaki iz tako malže na obrobju družbe, pa to zdaj odvisno od epizode do epizode, ampak se mi zdi to, in tudi to, kad veš, kako bo ona pogruntala, veš, da bo ona ugotovila, da se lažejo, ampak vseeno se mi zdi, da so writeri naredili toliko dobre zgodbe, so skupaj sestavili, da je vedno mal drugače, vedno je ni dolgočasen, ker lahko, zelo hitro bi bilo lahko ena epizoda enaka drugi, Ja, mi da smo začela s Kolumbom in ko smo ga gledala in pol, to je noro, ko gledaš to, kaj so to v 70-ih snemali in tisti dolgi kadri, ki bi danes trajali, pač toliko zgodbe, ki bi danes v 1 minuti, je bilo tam 15 minut, zaradi vseh voženj pa dolgih kadrov in pa sem jaz tako skozi kadil, tako sem jaz mojca mogel naparkrat prosil, če mi pumpco za astmo posod, da sem lahko dihal po runmu, ker je res, da to je noro, povsod. Če pa smo živeli skozi 80-ta, pa smo pozabili že, da je nekaj tazga. In medtem zdaj, pri Kolumbu izmeri ta, ki ti spremljaš kot underdog, in ti je všeč, kako gledaš te neke bogataše, ki mislijo, da so nad zakonom, kako jih Kolumbo počas vrti okoli, kako jih zavija v to zanko. Tukaj se mi pa zdi, da je glih to, se pravi, nimaš tega naslajanja, oni so tam gorne in zdaj smo jih ujeli, ampak se mi zdi, da je v tem ravno to, ker njena osebna vpletenost posod zraven, ker je zmeri tako pač, da so neke stvari, kako ona pade v to zgodbo in potem počas odkrije, da ni vse tako lepo, kot se mogoče na prvi pogled zdelo, oziroma kako se pravzaprav vsakič, ko nekam pride in si misli, ok, mogoče bom tle lahko malo del, se začne neki krušati. Imamo posod in spet ta način, kako jih dobi, kako povezuje, kako te neke povezave letajo, pa seveda tudi to pravzaprav, kako so te umori sami nastavljeni. Recimo, meni je ta bizaren ki se zgodi tam, kaj je Jamil. Tisti je tako super, splet na ključi, zelo koenovski, recimo je tisti del. In te prime, te drži, tako kot si rekel, Joša, pač raznoliki primeri so, raznolike okoliščine in ravno to jim da, to potovanje okoli po Ameriki res da možnost in verjetnost, da se znajde v takih in drugačnih okoliščinah. Lahko sam še nekaj rečem. Pač
liki so tukaj, a ne, najmočnejša pač plat te serije in zato tudi taka v bistvu dost zvezdna zasedba, a ne, med pač v epizodah, mislim, Adrian Brody, a ne, pa dober, tudi drugi, a ne, se jih je poln, Rhea Perlman in tako naprej. To so res vrhunski igralci, ki jih ne dobiš kar tako Nick Nolte, a ne. Tako da pač vedeli so, kaj delajo, no. In so zato res poiskali tudi ljudi. Sam po fantje, vi ste taki fake štajerci. Zakaj? Mojca je rekla Nick Nolte in Ben od vas ne rekel, ovladam tudi pokanje za kolti. Wow. Okay. Zakaj bi to bilo štajersko? Dendrav. Igor, zdaj pa bi še te jaz kako lahko rečeš, zakaj bi to bilo štajersko? Jaz sem bil samo modro tiho. Pozabil na Dendrav, slab Mariborčan, ja. Heather Saunders preveč, furaš. Nima prehlaja. Skratka, Igor, zakaj je bilo tebi všeč? Čakaj, si ti prvi pogled od nas? Ja. Jaz sem zato vedel že prej, ko spremljam Ryanovo kariero, ker mi je totalno kul. In film mi je všeč predvsem, kako on razume žanr, pa kako ve, kaj z njim si začeti. Zelo zanimiv primer je njegovih prvih filmov, ko ga je naredil z Gordonom Levitom, Break je naslov, ki je noir thriller, ampak je postavljen v srednjo šolo. In glavni junak, ki ga igra Levitt, je detektiv, ampak je pač srednješolc. Ampak se vse tako oblači. Pa vse to. No, v glavnem pa je zelo vidiš, da točno razume žanr, pa da točno se ne bo držal pravil, ker pa na en način se bo. No, v glavnem tukaj zelo v redu gre s tem. Ne? Zdaj, jaz sem spremljal tudi to, da so se menili, da bi Columbo Revival delali različni avtorji že prej, mislim, da je tudi Johnson bil eden od njih in je bil Mark Ruffalo glavni kandidat za... Res, to v bistvu ni slaba ideja. Ne, Ruffalo se je tudi že potem obleko tak, kak bi izgledal kot Columbo. In vse sta si po glavi, je bil shape of head. Pa malko postran. Ja. On je bil zelo on board za to. No? Pol bi bil za bord, če bi iz nesrečnih biti ta lik prenesel. Ja. Ne spoilerjo, prosim, nisem še gledal. Ja. No, tako da sem vedel za to, da bo in potem sem se ful razveselil, ko je končno prišlo k nam na Sky Showtime in sem vsak teden pogledal eno epizodo in to mi je bilo krasno. Prav veselil sem se četrtko, ali kdaj je bilo. No? In zato ti je všeč, ker so četrtki bili. Ja, odkar ni več rončela, več večer navalo 202 kaudirov v četrtki. Sorry. Skratka je pa to, kar ste že Mojce in Boštjan rekla, liki, humor. Dejansko se mi zdi, da ni nujno pri kriminalki, pri vsaki kriminalki, da boš ti probal razrešiti. To ti na nek način, ko si ti trudiš, če začneš razmišljati pri filmu, zdaj kdo točno je morilec, se moraš ustaviti in ti zmoti tempo, ki ti ga proba film določiti. Pri knjigi je to dost lažje, ker ti pač na eni točki vmes zapreš knjigo, pa greš jest ali pa karkoli. Greš film po knjigi pogledati. Ja. Končno. Ampak tukaj se mi je pa prav zdelo, da je bolj zanimivo zaradi likov in hkrati tudi zaradi te njene dedukcije. Ni glih zdaj Herkul Poirot, ampak vseeno vidiš tu nekako to, kako se pletejo niti in serija je toliko dobro zgrajena, da ti vseeno ne veš cele zgodbe. Ti vidiš, kaj se je zgodilo, ampak potem zakaj je pa še ful bolj zanimivo. In to je bilo manj kul. No? Ja, če bi mogoče glih to, ko si v humorju, se pač se vidi, ni ta, bi rekel, klasičen ta apatovski humor, se mi zdi, ki prevladuje v zadnjih 10-15 letih. Zdaj bomo tle dal, pa bomo malo improvizirali. Pa je veliko bolj to podobno, recimo, če zdaj primerjamo nekmu temu Wrightovu slogu. Bi mogoče rekel, pač, ker je vse, se vidi, pač, in te liki, kako so nastavljeni, recimo, kako jih, zdaj, če smo spet pri te Time of the Monkey, kako vse te tri te glavne akterke iz tega doma za ostarele, kako jih tako v prvi minuti, dveh, kako jih tako
okarakterizira s čist drobnimi nekimi detajli, ampak tako padeš noter in res so vsi nekako zanimivi, ne konc koncev pač, itak, glej, še podcasterja smo imeli, ne. Čeprav on je bil tako tam, nimajo vsi interneta, pa morajo pa na radio, ne. Ja, pa tudi on band, ne, tisto, ko je ona roadie. Tam se mi je edino zdelo, da pač muska bila boljša, ker če so nek metalski band, pol pa on sentiš na koncu fura, pa je tak... Ja, je bil dober, komaj je bil pa še. Ja, komaj je bil vrel. Taki so bili malo Lords of the Boards, ne, variantica bolj muska. Meni je bil tudi njihov Merge Girl, čist the best. Jaz ne razumem, zakaj ni bil uspešnica, res ne. Merge Girl. Mito, kaj pa ti, zakaj bi te všeč? Zraven vsega naštetega moram reči, da v bistvu mi je ta formula zelo osvežujoča, kljub temu, da je bila že narejena v zlati dobi televizije 70-80, / Columbo, ker pač ja, ti v prvem aktu ali pa prvi tretjini... Tudi Baywatch je imel ta koncept. Prosim, ne. Kaj pa Bela Anderson je full kadila. Ej, sam še nekaj. Kaj ti v bistvu daš gostujočim igralcom zelo dobro karakterizacijo, pa lik, v katerega se lahko oni potopijo. No? Mislim, da je to dosti bolj lepša vaba, kot pa za nek klasičen hudanit, ne? Da v bistvu ti daš morilca, kriminalca na konec z nekim revilom. Pa je tako klasičnem hudanitu, ti pač veš, da on kaj najbolj znan gostujoči igralci. Ja. Tukaj imaš v bistvu že vse karte razprostrte na mizi, kot pri pokru, mogoče, ali Texas Hold'emu, naprimer, ne? In da pač se lahko zgodba dosti bolj vrti o liku in o tej neki prepreki, ki je ime Charlie. Ne, da v bistvu ta lik se mora kar naenkrat z nekim kvazi detektivom z napol pljučnim rakom tamle ukvarjati, ne? In kako preprečiti to, mislim, kako preskočiti to prepreko, ne? Mislim, to neko omejitev, ki jo ima noter. Po vrhu mi je pa všeč, da ima serija, mislim, zelo jasne omejitve. Omenil si že, kako ne sme iti do mafije, kako ne sme iti do policije. Ima ta njen štik, ne, da v bistvu prepozna, kdaj se kdo zlaže in veš, da bo to nekje prišlo v zgodbi, v razpletu, noter. Mogoče bi morali samo to, sorry, kad ti skočim v besedo, ker prav ve, kdaj se zlaže, ne, mogoče za tiste, ki niso gledali, da pojasnimo. Prav, ni tako, da bi ona bila direkt vedela, resnica laže, ampak pač, če oseba, ki govori, če oseba, ki govori, je prepričana, da je nekaj resnica, tudi če ni bo ona to štekala kot resnica, ne, ker pač očitno s to neko empatičnostjo noter prodre, ne, ni tako, da bi imela zdaj ona pa videla zdaj pa vsak, kar je rekel, ne, in ni ona doktor Manhattan. Detektor laži na dveh nogah. Ja. Ne, pa tudi najdajo obvode okrog, ne, da v bistvu nekdo se ne loti vprašanja, direktno pa odgovori malo mimobežno in tako naprej. Mislim, zelo je taka Vulcan fora. Tako da ja, to so mi glavne, v bistvu, glavni plusi, pa predvsem zaradi tega, ker je nekako odmik od zadnjih 20 let, ker imaš v bistvu hudane, tu imaš pa kao how did they do it, ampak bolj kako se bojo izmazali z tega, no, bolj to. No. Ja, ker How to Get Away with Murder, recimo, je bila tipična nadaljevanka, ker so ti celo sezono, ti si ti na začetku pokazali, kdo je umorjen, pol pa so ti celo sezono sestavljali, on bi lahko bil in potem vsak del ti je bil namigoval na to, da bi nek drug lik lahko bil morilec, dokler pač ni bil reveal. Ja, si zamenil naslov, to je Only Murders in the Building. No, kaj pa ti si pa zdaj na zadnje pogledal, ne? Ja, jaz sem imel to srečo, da sem v petek zbolel prejšnji, tako da sem v petek pogledal polovico. Sam, da se malo presedamo. Polovico sezone pogledal v petek, pa pol, oziroma več kot polovico, pa pol v soboto dopoldne še preostali del. Ja, meni je bilo všeč, jaz nisem gledal te ruske Russian Doll, recimo nisem v resnici kaj dosti poznal Nataša Lyon, ampak ona mi je super in je tisto, kar me pač v resnici me je ful zanimalo, pa všeč mi je bilo to, kar si mislim, da ti prvi omenil, Mito, da pač ti mali ljudje, meni je všeč, da je tukaj serija dobro, sicer ima tudi neke hollywoodske igralce. Ja, ampak to je ena epizoda. Ampak večinoma so pač to neki ljudje, ki jih sreča ob poti, ob tem, ko pač mora služiti neka razna jobe delati, zaradi tega, ker pač mora priti do gotovine. In to mi je bila pač glavna in pa v začetku mogoče res nisem najbolj razumel, zakaj mi vedno pokaže. Jaz mislim, da je samo prvič pokazala, pa sem gotovo
pri drugi epizodi, da bo vedno pokazalo umor na začetku in morilca. In nisem razumel najbolj tega, zakaj, ampak pozno skužil, da pač ta njena sposobnost detektiranja laži bi bila zelo annoying, če bi mi morali tudi kot gledalci vedno vedeti, kdaj ona ve, da se on zlaže, ker bi bo mogla bodi si pojasnjevati, bodi si v vsaki epizodi zgledati tako, kot včasih zgleda, pač ko jo udari laž in je tako in je oko utripa, kot v epizodi z Nickom Noltem, mislim, da je to, ne? Če se ne motim. Mislim, da bi bilo to zelo naporno zagledati. Zato seveda ti vidiš vnaprej resnico, zato da čakaš tisti moment, ko je mi to rekel, ne? Ker seveda Adrian Brody recimo ve, da ona ima to sposobnost in se ves čas skuša izmuzniti. In ona ves čas ga skuša direktno vprašati, ne da bi on skušal, da ga direktno sprašuje, samo da bi slišala laž, da bi zaznala laž. In je fajn ta lov mačke z mišjo, se mi zdi, da in to se mi zdi ena glavnih in tukaj jaz vidim pač ta glavni čar te serije, čeprav zdaj, če gremo jaz, kar bom prešel v negativno, mene je malo motila ta struktura, ker se mi zdi zelo repetitivna, tudi zaradi tega, ker sem seveda to bingeal v 2 dneh, ne? Ker recimo, prav sem si napisal, mislim, da 2. in 4. epizoda sta skoraj dobesedno isti. Skratka, v drugi je loto zadetek, 4. je pesem iz se pravi metal. Oni ubijajo nekoga, ker mu kar neka sreča nekaj pokaže, pa ona ima v 3 epizodah ima to, da razkrije nekoga tako, da se ujame, da se posname na neki, ali pa da govori prek mikrofona in sliši to policija. To mi je bilo malo nadležno, no, ta fora. In pa jaz, ker sem velik ljubitelj kriminalk in tega, mene vedno zmoti, ker sem v enih 5-6 epizodah vedel, kako bo dobila. Lik takoj. Ker takoj vidiš, kje bo ga ujela. Recimo on radijski voditelj da ono na mute in polko psa odvrže, vlak pelje mimo in zatuli. Tlega bo. Kako ga pa pol dobi, ne? Pa ga artača, ne? Najame artača. Ja, ampak spet posname ga oziroma ga da predvaja to, kar pol naredi tudi nima igralcema, to, kar naredi tudi še nekomu. Se mi zdi, da mogoče niti ni toliko spet, kako jih pol to dobi, ampak kako bo ona to, predvsem ta del problema, kako bo ona skušala to krivico popraviti oziroma pripeljati do razkrita, s temi omejitvami, znotraj katerih deluje. Včasih tudi pač krpsti, ne morem. Zato pa mislim, najboljše so za to epizode, ker res liki pridejo do izraza. Meni je pa ena najljubših tale z Nickom Noltem, ker se mi zdi, da res je ena tak Nick Nolte izjemen in tudi ima en tak dober vibe in pač, ponovadi tudi ubijajo tistega, ki ga ima ona, s katerim se poveže in potem zato ima ona je tudi invested, ne? Se pravi, ima nek osebni motiv. Tu bi še en plus noter dal, da v bistvu ona se, ko potuje po Ameriki, ne, vedno vklopi v neko skupnost, noter v neko prijateljstvo ali pa neko občasno occasional zadevo, ampak vedno je tako zelo pristna, vsi jo sprejmejo, vse to plina, neka posredija. Ne? Pol pa neki pride ali zločin ali pa kao neki odzuni, kjer to skupnost zruši. In se mi zdi, da se ona temu opre. Najbolj kao, ti se mi zdaj bo to neko mojo občasno zadevo in mi jaz popravlja to. Tako. Ne bi imela sploh motivacije, zakaj bi šla, če bi tam kar enega nekaj izbila. Hkrati pa to ni nikoli romantično razmerje, kar mi je tudi kul. Nikoli ni ona pride tam, se zaljubi, ne vem kaj in polunga ubijajo, ampak je vedno neko prijateljstvo, ki je tako zelo iz delovskih okoliščin, skratka, delata skupaj, spoznata se in to mi je pa kul, ker se mi zdi, da tukaj pa mal šteka, česar mogoče včasih serije pa filmi ne, da mogoče pa vsi ne rabimo vedno gledati bogatašev, ki živijo neka nerealna življenja, v nerealnih stanovanjih, delajo nerealne džobe, imajo nerealno lepe partnerje in ne vem kaj še. Zdaj govoriš o Simpsonovih. Tukaj je en primer bogataša. Oziroma Glasshouse, ali kaj že. Recimo Glasshouse. Tukaj je en primer bogataša z tem Levitovim likom, ki pa je, mislim, da v celi seriji en najbolj ligavih ljudi. Absolutno. Ker drugje še do neke mere so ti morilci tudi dostkrat tak, da razumeš, zakaj je to naredil, se ne strinjaš s tem, moralno je narobe, ampak je nekako so okoliščine take, da ga privedle tam race car driver pa to. Pol pa tu pa prav vidiš,
on je pa slab človek. Ja, pa v Ja. trenirki hodijo okrog, mislim, dejno. Ja, prosim. Nisi Dosti- več tako mlad, da bi si to lahko privoščil. Plače si Je rekel za Adidas trenirko. Zgornji del, ja, za zgornji del ne velja, spodnji del pa ne. Ja, Sorry, to je. ne. To pa ne moreš, to pa ne. To mene bi mama okrog kuha. Zdaj bomo pa tlele po vertikali, kaj razločevala. Ja, vedno po vertikali. Vertikalist. Tako da to sem hotel reči. No, to pa se meni zelo pač dopadlo, kjer se pač meni ta malo repetitivna formula ni. Ne. Pa se mi zdi, da mogoče včasih Charlie ne pride toliko do izraza, ker je res velik. Jaz bi kdaj preskočil tisti del, kjer vse kaže še z njene perspektive in bi se bolj osredotočil na njeno odnos s temi ljudmi. Kot pa da še mi enkrat vidimo, da je seveda kamera, če bi se premaknila malo levo pri umoru, je ona tam zraven ali pa ona nekaj reče. Ja, ali pa dobro, tako. no, ok. To mi je bilo annoying. No. Da to pa zdaj res pikalo. Dej nekaj. Zdaj Aljoša bo tudi, ti Simpsonovi, zakaj zmeri na drugačen kavč pretečejo? Nima ene rutine, da bi zmeri isto se usedel dnevno. Mene ti smot. Zakaj so rumeni, ne more iti malo na sonce, pizna. Čeprav to je v bistvu lih ta epizoda, ne, Time of the Monkey, ker v bistvu ona nekako pol šele pogrunta, da neki ne štima zaradi onih dveh, ne. Ja. Ni tako, da bi bil umor, mislim, ni jasno, da je umor, sploh ni očitno, da je umor. Zgleda zelo clean pa vse, ampak pa ona njiju v bistvu pogrunta, da nekaj je narobe, da ste se zlagali, da nekaj ne štima. In niti ne ve, kako in zakaj, in nič, in pol v bistvu nekako razišče, ne, tukaj. Ja, to je malo ta drugačen, del pa- je mogoče malo drugačen. Pa ja. tale Escape from Shit Mountain, ki smo Ja. ga imeli, je tudi drugačen, ker je ona v resnici ena od žrtev. Žrtev, ne. Ja. Ker pač njo podre. Najprej mislimo, da bo Uno, njeno Mortimerja, ali kaj Ja. že ji reče, Ja. ki jo igra Stephanie Su, ampak ne, pol se izkaže, da seveda njo zadane un z avtom. Kaj ima to nek avto, ne vem. Ni Nek to hud nič avto. let, tako da noben ne ve. Kaj je to Rimac. za avto? Kaj? Zdaj je Rimac. Okay. Neka žuta, a je žuta, nekaj Meni se zdi, da je, ja. Porsche, whatever. Ja, Nekaj hudega je. Žuti Neka Porsche. mašina. Ja. Tako da to, pa, kako pa vam je bila všeč ta overarching, se pravi daljša štorija njena z lovom na, pač, ker jo mafija lovi, ker je pač... Jaz v bistvu je samo začetek pa konec. Ne? Pač vmes imamo tega mladega Vmes. Seinfelda, ki uleti, ne? Ki Točno, reče, ja. če Če bo kaj rabla, ja. ne jo pokliče, To da ga je- pa tudi na koncu. Ja. A je ta FBI-ovc. Ja, ja. Mhm. Drugač pa fun fact, ne, sem prebrala, da v bistvu v Ameriki se s temi pričami, mislim, ta program ne, za Ja. zaščito prič ne ukvarja FBI, ampak šerifi. Ja, Tako da imajo je posebno, malo ja. tako. Okay, okay. Lej, Ja, mogoče je malo Ni tako. tako seksi, a ne, kot FBI. Ja. To v 10. delu je malo tako, ko se reče, ok, čaka, ne, se pravi, on je zdaj se igral, malo je tle se zdi, da je mečkan nejasna ta glih motivacija, njegova, zakaj je pustil, zakaj je on skozi zano, ne, tam je mogoče mečkan bilo malo manj še pajoče, je pa res, da je opal, ki pove, zakaj je uporab, a ne, pa se pa zanimivo je, ka pol njeno familijo tudi not pripeljajo, no, pol na konca, ne, tle je pol, Sestra, ki ja, sestra, Klovi ja. Sevini pol... Ne, ni Ne, že Chloe Sevigny ona je je v bendu. pevka v bendu. Sem je tudi, ne, Klija Duval. Klija Aha. dovolj, Ja, ja. je sestra. Kl, pač, sorry, se Ja. opravičujem. Sam Če pa drugače Klara, pa, veš, saj na Kl. čeprav odkrije en del njene družine, pa njene zgodbe, njenega ozadja, ni pa čisto vse jasno, se Ne. mi zdi, tako so pustili ful prostora za drugo sezono. a ne. Ja, neki s fotrom očitno so to Nekaj neke... je in tudi ta pač s tem mafijskim bosom, pa to nekaj tako ful sumljivo deluje, kada hoče namigant, da je neki s familijo tudi tam, a ne. No, okej. Mogoče ne čisto posredno, neposredno, ne vem, neki tako, pač nek tak čuden nastavek se mi zdi, da je bila ta epizoda, da verjetno bomo še zvedeli kaj ozadja tega. No, drugo sezono so napovedali in jo bojo snemali, tako da tukaj ni se zabati, ampak ja, jaz tudi mislim, da bojo tudi še kaj, verjetno bomo to s sestro in nečakinjo še kaj videli. No. Ja. Jaz tudi mislim, da to ni bil njun zadnje srečanje in pač zdaj bo Rhea Perlman prevzela njeno Las motivacijo, zakaj beži dalje po Ameriki. Ja. Tako da to, še kaj takega. Vizualno je tudi kar fina serija, mi to.
Sure. Jamie Fonda je 70, 10 od 10. Ja, Ma ena, mislim, kot prvo, zelo barvita serija je, fotografija je zelo živa. Ni za, ne vem, če bi šel na samo obrt, nimaš kaj komentirati, je v bistvu zelo tako. Ja. Fonte sem komentiral, ker en na YouTubeu, ko sem ga videl, je direktno primerjal Columbo font, njen, mislimo, font tega, tako da se vidi direktne navdihe, ne, tukaj. Drugače pa, ne vem, kaj bi še res rekel, ne, res kompetentno narejeno, ne, v smislu, tako si ti zaomenil, pač ni kamena premaknjena. Ja, kamena se ni premaknjena s kadrom, zato da pač, veš, pokažeš točno tisto, kar moraš, naprimer, ne. Tudi, naprimer, v epizodi z Loto, listkom, ne, ko imaš ono streho, ne, ravno prav pokažeš, kar moraš za tisto, da gledalec lahko sledi zraven. Pa zdi se mi precej uspešno, kako iz teh malih lokacij, ne, ko so samo neki dinerji ali pa neki truck stopi ali kakorkoli, naredi maksimalno, ne, ker je v bistvu v nekem obsegu, atmosferi, naredi maksimalno iz tega, ne, kljub temu, da je minimalen nastavek, ne, tako da tukaj kapo dol. Ja, no, jaz se absolutno strinjam s tem. Zelo vredo je narejeno, zelo vzdušje poda, ki ga hoče in te not potopi. Marti je za te ljudi, ne? To doseže s tem, kak je posneto. Tako da te tvoje pripombe se mi zdijo malo tak. No. Jaz bi preveril tvojo zapestnico, če ti še utrip sploh imel. Imaš kamen na mestu srca. Mogoče bi to rekel, da to ni tak serija čist za binžanje, ne? Da je bolj za tak uživanje. Uživanje, vsak teden. Ni za verižno kajenje. Tebe je itak kupla s tem, ker ima kup nekih referenc na filme, da je Igor priznaj, no, ker je tako milijon nekih omemb filmov, posebej ona rada pač omeni filme, ki jih milenici ne poznajo in tako naprej. Ja. Ona je taka. Ja, ona je naredila pač to serijo, ne, čist zase, pač, in tudi ta Russian Doll je v bistvu naredila čist zase. Pač, ampak to smo mi dva imela, mislim, dobro, poslušalci najbrž tega ne vejo, ampak jaz pa vem, niti mi dve ne vemo. Prepozno si prišel. Vama dvema sem najprej omenil, zakaj me pri tretji epizodi ven meče, ne? V bistvu je pa prav Natasha Lyonne kot močna osebnost, meni se zdi ona zelo močna persona, ne? Tako prisotnost, in se njena ta persona zelo seli v njene like tudi noter, ne? In mene to v tretji epizodi zelo ven metalo, ne? Da v bistvu kao, zakaj še enkrat gledam Russian Doll, zakaj še enkrat gledam v bistvu isti lik, kot sem ga videl v Orange is the New Black, naprimer, ne? Mislim, ker so zelo podobni izpeljave, no? Ta, rečemo temu zelo stereotipno, preko palca Brooklyn Jewish štik. Ampak da ne bo pomote, ne? Meni se zdi ona super za to vlogo. Tako kot je odigrano, je super. Kar je mene zmotilo, je pač, da še enkrat gledam nekaj, kar sem že videl. Ne? In sem se bolj spraševal, a Natasha Lyonne sploh zna kaj drugega igrati, kot pa, ne vem, nekaj, kar je tle perfekt, ne? Ampak, a veš, ona je ta 3&D guy, veš, v basketu. Ima točno vlogo, ne? Veš, kaj bo tam te čaka v kotu, ti podaš in ona pa lepo iz kota da trico. Tako v ameriškem nogometu, pripeljte onga, ki brca žogom. Eden, ki zna. Midva sta se to prej pogovarjala, no. Midva sva gledala pol Russian Doll šele prejšnji vikend. Da sem prav včer. Ja. In ja, pač isti lik je, no, mislim, bodimo realni, isti lik je, samo da je tam v New Yorku, tle pa pač mogoče ni tako lepo oblečena, ni programerka v neki gamerski firmi, ampak je pač nekdo, kaj mal že na robu živel tam v trailerju. Ja. In pač... Napovedniku. Napovedniku. Ampak drugače, ja, imaš prav, isti lik je, ne, pač to je res. Ampak kar niti ni slabo. Idemo pogledati Joe Pesci, no. Ja. A veš, recimo še kaj Red Plato posnel je bil Joe Pesci. Pa čist drugačen v vsakem filmu. Ja. Lepo, vedno manj lasma. To pa res, ja. To pa ja. Ne, tudi Keanu Reeves, ki je zdaj v Ljubljani, si je mislil, pa vse to je isto kot Matrica. Zakaj smo kamorkoli grem. Matrica, potica, ne, rima se.
Ne, res moram povdariti, da v bistvu prve 3 epizode mi je bilo nadležno, pol pa fulno odpadeš, pa pozabiš malo. Ne. Malo mi je tako, oziroma mogoče še celo plus v tem smislu, da doda malo te barve dodatne, ne, ker v bistvu ona se res po ruralnih področjih premika, ne, ona pa, njen lik je pa malo tak bolj urban. In se mi zdi, da v bistvu tudi iz tega pride neka ali komedija, ali pa situacija, ali pa določena barva. No, tako da nič ni odbijajočega, bolj je moj problem to, ker sem pač imel sestavljeno njene 3 vloge tako zaporedoma in pač to. Ne. Pa je prišla veganska epizoda in te čist kupila. Pa še unega burega kuška skrbi za njega. Ja, tiste. Ja, Mito. Ne zanikam. No, tisto z psom pa radicem je bila zelo lušna navezava. Ja, pa še posebej ona podrobnost s tistim lesom, kao veš, ta les mora biti pa... Pa kaj glodala les. Ja. Forenzične metode. Sodobni laboratoriji. Ja. Tisti je fajn, čeprav v prekajeni prikolci ni nobenega vonja več, ampak glej, ne bom pikologa. Aljoša, to ti govoriš kot kadilc. Jaz sem bil 10 let verižen kadilc in pač... In vse si vohal. Vse vohal, pač čutiš. Čutiš, kaj je že pismo, tole pa niso te, to je pa en zdaj prišel z galvajkami. Ja, fuj, West Blue, veš. Kaj West Blue, West rdeči. Tam je ekspert za kajenje. Mojem pa res reči, da meni je pa tisto, kar mi je pa res všeč pri, kako smo rekli, pri Charlie, oziroma pri Nataši Leon, je pri pa ta njen Karli glas. Brst. Ta njen prekajeni glas, na to pa je ful padan. To mi je pa tako všeč pri ženskah, ki ima tako... Samo, če bi se še nuno oblekla, pa bi bilo, ne? Ne bom zanikal. Samo, Ljuša, te moram razočarati, je nehala kaditi. Zakaj? Ampak če imaš še vedno Mislim, ta glas, je v redu. Verjetno rak na pljučih ali pa kaj, veš. Ne, se ga nima, ampak upam, da ga nima. In ne privoščimo, ne. Ja, ampak nehala je. Vse glas bo imela vedno tak, po mojem. Pa je, da nima več da nima več tok razka. Res ne morem, jaz se zdaj predstavljam Aljoša, kako posluša plošče od Pankrta, pa se tako srce samo topi zraven. Jaz sem izčrpal bolj ali vse vprašanje, ki sem jih imel. Tako da dajte še vi kaj vprašati, povedati to. Kaj še nismo povedali v seriji, kaj še vam je bilo všeč, kaj bi še izpostavili za tiste, ki to poslušajo, pa recimo niso gledali, pa katera epizoda recimo vam je bila zelo najbliže? Zdaj najbližje? Mislim, najboljša. Meni sem bila pač penzionerji, to je bilo... Ja, Zato bi dejansko stalo, če bi dal kot nek minifilm, bi bilo lahko sam to. To je to in gledaš in ne rabiš pravzaprav nič drugega. Mogoče moramo tle omeniti še Judith Light, ki igra eno od penzionerk, ki je dobila Emija za to guest vlogo v Poker Face, ki je v bistvu, ona ima kariero ful dolgo že, ne. Igrala je kdo je tu šef z Tonijem Denzo, ali bil Tony Denzo. Pa kup enih vlog, Transparent je igrala tudi mamo in je bila tudi za to nominirana, no, sam to je bil pa prvi njen Emmy ever. Mislim, da v enem Star Treku tudi špila. Ja, original series, mislim, da je Kirk Klofne. Dobri stari Star Trek. Mogoče jaz imam eno vprašanje. Če to ne bi bila, če glavni lik ne bi bila ženska, kjerga igralca bi vi videli na njenem mestu? Timotija Ne, zdaj bo sod. On je zdaj vse posod. Pa bi bil bolj Wonka, ali kaj? Mogoče kaj je ta Ellen iz The Beara, veš? Ja. Ravno to raskal glas. A ti si po glasu? Jaz pa če gledam te neke oči, a veš, Ellen Tudyk. Resident Alien. Mene zdaj ful moti, ker je ta v Discoveryju, Star Trek Discovery, en tip, ki mu je tako podoben, jaz več čas mislim, da je on, pa ni. Ne, Ellen Tudyk je v Star Trek... Ja, on je v Unmu. Tako, ni pa v Discoveryju, ampak mu je res tako podoben, blondni lasje, vse, no, tako. Kdo? Stemec? Ja. Aha.
Čisto smo podobni. Ne, jaz bi pa kar Larryja Davida. Was it a lie? Wasn't it? I don't know. Mislim, če smo že ohranili vsaj etnično. Anthony Rapp. Anthony Rapp. Mi da so pa zdaj glih, ki so gledali ta zadnji del, ki se je Curb začel spet. Se je godeva pogled, jaz nisem gledal, so gledala prvi del, čist prvi del pilota, o moj bog. Od Curb Your Enthusiasm. Koliko klas je imel človek še? Mislim, ne je velik, ampak mi je že takrat je bil star, mislim, že takrat se meni star zdel. Pred 25 leti. Pa zanimivo je gledati, kako je tisto. 2000 ali 2001, ne? Ja, 2000. In je bilo pač tudi zanimivo po svoje, pač, ko gledaš tisto produkcijo, kakšna je bila tam na pilotu, ki je res tako slabša bila kot Seinfeld epizode, ki so očitno res ful slabo osvetljeni določeni kadri. Pa sploh niso osvetljeni. Mislim, proti tu pa tam so osvetljeni. No, to ni pač benchmark, po moje. No. Ampak tam dejansko eni kadri tam pač v pilotu sploh niso osvetljeni. Una dva sta tam v kuhinji, na pol jih vidiš. To je bilo še v času te dogme. Da je kontrijer, da se zgledal. Pa se roke snimalo. To je bil tak, je pa rekel. The Real America. Prvi del naredimo kot dogma, pa druga sezona bo pa tako kot kraljestvo, pa bo pol tam otroček, ki bo razpet kot križani na stik. Kdo gleda, a niso naredili pol tretje? Ja, samo nisem še gledal. Mislim, sezone, da bi Disney morali priti. Ni nikamor, nikjer ne moš. Tudi na Mubiju je bila premijera, pa pri nas ne. Ni segla sem, kaj so ti. Ni na originala, nikjer ne, na teh pretočnikih. To je pa šlo en let ali pa tako ful pred kratkima, ne? Lani je bilo kdaj gledalo, od 90-ih? Ne, po mojem. To je bilo konc 90-ih. Otročki v formalino. Okay, malo smo zašli. Ampak jaz si predstavljam tam Natašo Lyon tam v Rigetu, ona bi bila komod tam. Kje ste videli pol te duhove, kaj je bilo? Prekleti danci. Ali obratno. Danske skom. Super bi bil Javier Bardem. Ali pa John Hamm. John Hamm bi to šel. On je za take vloge. Daniel Craig bi bil lahko. Daniel Craig. Z južnjaškim naglasom. Ja, z onim svojim. Jaz mislim, da bi. Tisti naglas je tudi kot. Johnu Hammu, ali ste gledali tega, zanj sem zasledil po en letu spet ta trailer Corner Office. Ne. Kaj je tudi neka mal na Severance, pa to foro, pač kaj je on neki, pač me je ful, tako res tip zna res tako bebavo faco narediti. Genialen za komedijo. No, mislim, druga sezona Good Omens, ki pride, tako da, kje sem, kdo si ti? Jaz sem ful vesela, da so njega pogruntali tudi za te komične vloge. On je res fajn, ja. Najprej je bil Bridesmaids, ne, je bil... Pa v Krbu je imel, ne? A je bil? Ja. Krbo je bil. Ker je on neki shadow acting furo, ne, za Larryja. Shit, točno, ja. To si že vse pozval, koliko bom še Larryja enkrat pogledal, ker se konča ta sezona. Pa kvaj že ta, ki so gledala... V Kimi Schmidt je tudi bil. Ja. Tam si je bila scena, da so mu dali brado, da ti najprej prvo sezono, ne, ga kaže vsake toliko, on je kao tisti, ki je v grabu in ga vedno vidiš tako brado in ful kratki kader in tako, kdo je ta, ful mi je znan, ne, pa tak, na koncu, ne, pa je sojenje, pa se obrije, pa je cel tak lep in tak, valjda mu vsi verjamejo, da on nima nič s tem, so ne hotele tam biti v kleti zaprte. On je ta George Clooney style, ki je tako pač v resnih vlogah zna izpadeti zelo kredibilno, pa ki ga vidiš v komedijah, pa si misliš, ti si bil rojen za komedijo, zakaj nisi tukaj ostal? Kaj je bil Confess Fletch, ne? To je bilo 80-ih, je Chevy Chase igral in so pa naredili, kdaj, 2022. Ja. Mimo grede. Charlie Day. Še en dober. Za Confess Fletch je... Vse to je ta iz... Takšen Kolumbo si ga predstavljaš, kao? Just one more thing. To je ta iz... Za Fletch je edina tale Confess Fletch je edina Fletch knjiga, ki je prevedena v slovenščino in je išla pri Cankarjevi založbi. Je pa druga. Zanimivo. Samo jo je Gradišnik prevedel, to je zdaj vprašanje. Ne.
Je pa bila naklada 10,000 ali nekaj taja. Ali 20. Vse te nepomembne knjige, ki smo jih izdali. Je pa v 80-ih izšla tega. Ja. Veš, po številu naklade ne bi sklepali. Zihar je bilo predlani. Predlani, ja. Ok. Skratka, vsem je bila zelo všeč serija. Večini, no. Dejte jo pogledati, na Sky Showtime jo imate, če niste. Mislim, da je to celo res prva serija, ki jo delamo, ki je na Sky Showtime ekskluzivno. Glede na to, da je fucking Star Trek Discovery ni tam. Ne. Ampak jaz si zelo lahko še Halo delamo. Frasier je tam. The Curse. The Curse. The Curse, ni to prodajati. Ja, prodajam že nekaj ceta, res je super. Okay. Halo pa tak, če ne morete zaspati zvečer. Skratka, Sky Showtime lahko nas sponzoriraš, samo ideja. To je to za to epizodo, ki smo že itak zašli, pa malo se nam že mudi Star Trek kotiček, mi to je, kaj tam Star Trek kotičku, ne? Ne, tokrat. Ni nobenega Kolumbuta. Ne. Sherlocka smo že obdelali. Mislim, razen če bi zdaj omenil Picardovega, onga Dixona, veš, on je tam neki PI, ampak to ni to. Ne, ni tok to. Tiste bolj noir. Zato sem pa napisal tokrat brez. Lepo. A to si ti napisal? Ja, to sem jaz napisal. To je že avtomatsko. Zato, ker manjka pika. Fuck off. Kaj gledamo, beremo, špilamo, poslušamo? Mojca, tudi tukaj sem te napisal. Prvo, skratka, kaj si gledala, brala, špila, poslušala v zadnjem času? V bistvu, sem že povedala, Russian Doll, Curb Your Enthusiasm, pa gledala sva na TV-ju, na TV Slovenija Trikotnik žalosti, ki imajo zdaj ta cikl lanskih Oskarjevcev. Super film, se ga splača pogledati. No. Jaz sem pa šele pogledal, pač imena režiserja, pač filmofil kot sem, nisem takoj prepoznal. Sem pa videl, force majeure, da je to ta model, da to. Kaj še berem, trenutno sem Jedrt, Maležič, Dvoliki, sem na svetu tudi lušna knjiga kratkih zgodb, zelo takimi, pač, kot ime povene, pač so ljudje, ki imaš to razliko med zunanjim, notranjim oziroma željami, resnico in vsem. In v tem njenem zelo finem žmohnem jeziku, kjer zelo lepo balansira med knjižno govorico, ker je treba do nekih čist pogovornih, nekih takih finih izrazov. Je poslušal ful enega jazza, zdaj sem neke Blue Note rešil, najdu na HHV-ju, na berlinskem štacu, kjer plate nabavljam in jih dobiš tako pač... A to so tvoji Instagram story, ali kaj ti tako danes je pa tole? To je to. Pa gleda se pa še Huda risanka. Ne vem, če ste slišali že, Boštjan Gorenc Pižama je napisal knjigo Huda risanja. Za avtorja. Ja, ponavadi piše take nizkonakladne, satirične knjige v spletu. Katastrofa. Še en unih moških, ki jim je treba pomagati. Zdaj bo je da pripravila tudi knjigo za samo pomoč. Naslovom, kako hujšati ne izgubiti kilogramov. Ne, v glavnem, ta knjiga Huda risanja, ki je nastala na vabilo Zavoda za gozdove pa projekta Life Links, ki nam so zdaj v zadnjih 5-6 letih en kup risov pripeljali, ki so se večinoma tudi zelo uspešno ustalili tukaj. So bi prosili mene pa Deso, da smo naredili vsak eno knjigo o njih, o risih. Moja je šla pri Mišu z ilustracijami Jake Vukotiča in je pa zdaj, pač, ker so oni te na Life Links, ker jim je pač, da bi se te zgodbe tudi naprej širile, potem so poskrbeli tudi, pač, je zdaj že tudi prevedeno v angleščino, jo je Tom Smith prevedel, pa nastala je pa še ena kratka risanka, ker so vzeti neki motivi iz knjige, čisto, da pravzaprav pa malo prikaže tudi, kakšni so risi, tako pač bolj za otroke, da jih malo zanimiramo, da bi šli še kaj za rise gledati, so jih pa Invida je delala, pa Joco Hud je pripovedovalec. Super, Joco tu bi rekel, super, evo, imam že uvoden stavek, kaj bo rekel. Kje pa je lahko vidno? Mislim, da je tudi na YouTube oziroma na Facebook, vem, da so je za zihar že dal, bom poslal link, pa se bo... Super, pa boste spodaj pogledali. To je bil EPP, kačing. Brezsramna samopromocija. Najboljša samopromocija, kar jih je. Tako. Hvala, Bežam, če se drugega nisi naredil
v zadnjem mesecu? Pozval sem na par podcastov, mogoče poznate glave, če veš, kaj mislim. Slišim. Ja. Nima smisla, Ne, hvala. brez veze. Evo, kar prekino in šel k Igorju. Igor, Obskurne. ja, kaj si ti pogledal, pa ni bilo tako obskurno, ampak prva stvar, že vidim, da je. Šel sem pogledat slovenski film, Jama. Super. A to je biografija od slikarja? Ne, to bi bilo boljš. To je edini žanrski film, ki sem ga pogledal in sicer sledi Godarjevemu nauku, vse, kar potrebuješ za A se ne film. izgovori Godler? To je tako dolga en jama. drug. Vse, kar potrebuješ za film, je ženska in pištola, to je noter, ampak ja. Trije ljudje v gozdu probajo biti drug drugega. Glavna, Pokrajina številka 2. glavna junaka sta prevaranta, rečemo temu, ampak tudi glupa kot toček. In nameravata oropati eno žensko, ki jo najprej zalizujeta, in potem, ko ta ženska ji ukrade ena torbico. Zalizujeta ali zalizujeta? Zalezujeta, vmes se zalizujeta in je ena awkward seks scena. Vse je awkward. Ta ženska je sama sred trga Republike, kjer en tip igra kitaro in stoji pred njim, in potem ta druga prlaufa mimo, je ukrade torbico in potem se od nikot pojavi ta tip, laufa za njo, prinese torbico nazaj, pa ona, hvala, pa reče, me pelješ na večerjo. Dobesedno so taki dialogi. Bonov mu izmanjka. Greta na večerjo, ki je v fucking gradu, kjer on razlaga o tem, kak je tragični lik Hamleta Klaudi in je To je sicer res, ampak to se strinjam, ampak ne ljubim. Veš, kaj mora gledati tudi Hamleta v impro šel tam vsak večer. Lahko nehate že to igrati. Priznam, jaz sem bil sam nekite, ne me sprašujete, kaj bo danes prostor. Skratka, to privede do tega, da ta ženska ljubosumje vdari po glavi to žensko, pol probate ubiti v gozdu, ona se zbudi, beži. Greta za njo, vsak posebej, vsi laufajo randomly po gozdu, vsake toliko naletijo drug na drugega, se malo pohabijo. In pa na neki točki pride Tanja Žagar in reče: "Ej, meni se zdi, da ti lažeš." Ne, ni tak. Blokiran pižamc. Film proba iti v folk horror potem in pol se še drugirajo. Sprav Katalina pridajo, ne Tanja Žagar. Ja. Poje gobice. Dejansko je full slovenske muske vmes, tudi dobre, zato ker je naredil Babosek film, ki snema video spote. In so potem bili vsi dolžni. Dolžni dati, ja. Pol oni obe ženski vidita neke angele oziroma demone, ki se jima prikazujejo in jo vodijo naprej. To je zelo super slovenski žanr. Prav Ivan Tlačar, 4000. Ti šli gledati. Tole zdaj zveni ful dober. Ti moš šli gledati. Ne vem, so to kvarniki ali to? Skratka, ne vem, kateri točki filma smo tam, polovica, sred, konc. To je prvih 5 minut. Je pa to prvi slovenski film posnet v Dolby Atmos tehniki. In Take my shot up and take my money. Par drone shotov je zelo lepih, to bom rekel. Ne, film je proba biti slab film, proba biti trash video nesti, pa failne čist. Ampak pejte pogledati, samo 1000 ljudi ga je gledalo prvi vikend, mislim, da si zasluži še več. Pol pa nisem več gledal toliko filmov in sem bral knjige in sem prebral Sequoia Nagatsuja How High We Go in the Dark, kar je ena super depresivna knjiga. Meni se zdi pač to, vampiri, ki se ga zadevajo. Ne. Basically pandemija je, otroci umirajo in potem najdejo ljudje načine, kako pomagati otrokom, da umrejo z manj trpljenja. To je drugo poglavje. It gets not very better. Igor. In pa so 4 poglavje slovenske glasbe. Rabiš pogovor. Ker pač sem se odločil, da bi bilo fajn kakšne klasike prebrati, sem prebral od Richarda Mathesona Hell House, ki je na nek način podobno kot od Shirley Jackson tale Haunting of Hill House, tako da ljudje grejo v hišo, kjer straši in probajo ugotoviti, kaj se je zgodilo, ampak je malo čip na koncu. In od Shirley Jackson, ki sem jo
o kateri si glih govorilo. Sem prebral Vedno smo živeli v gradu, ki je pa krasna in je super prevod od Julije Potrč in ful priporočam. To je pač knjiga o dveh sestrah, ki sta malo čudni in pol tak skozi knjigo ugotavljaš zakaj in zakaj jih nihče ne mara in pol pride do ene take ekscesov množice in zelo v redu knjiga, zelo. Zdaj, ko so menili, da Julija prevajala, tako pričakujem, kar da bi bile pol že noter te ilustracije, Katine in Bine. Ja, ne. Bi sedel. Okay. Ne. Mito, ti si na vrsti, kaj si? Ti si nekaj tudi pogledal? Ravno včeraj sem pogledal The Iron Claw od tej družini wrestlerjev v produkciji A24, režiserja še že pa pisal. To pride k nam v kino. Jaz sem se malo šel na Karibe, no? Ker sem bil neočakan. Priporočam, da ga greste pogledati v kino, ker je čisto ok film, malo ima sicer se ujame na limance teh biografskega žanra, ampak je pa nasploh kar hardcore storija, ker in real life je še bolj tragična, kot pa prikazana na filmu, pa super igralci so, lepa fotografija, kar ok storija, še posebej pa tako zanimiv wrestling, konc 70-ih, začetek 80-ih, ker ni wrestling, ki ga zdaj poznamo, kjer je res sam še spektakl, tle pa še mogoče neki športa, recimo, no? Ampak v tem ni point. Point je v bistvu družinska drama, kjer foter na svoje sine, na 5 sinov, 4 sine, inštalira zelo neko toksično sranje in oni se ga probajo ti rešiti. Tako da priporočam, pa pogledal sem pa tudi Avatarja, poslednji, ta moj prevod naslova, poslednji zapogibalec lufta. Ja. Meni se vedno zdelo, da je bolj upognjenec, tako Jani živi upognjenec. Ja, sem se najprej igral s tem, samo ni, ker je otroka, veš, ne gre skozi. Ne? To je skratka Last Airbender. Prelomljeni luftar. To gre, ja. Krivi, ne gre. Luftokrivec, kako je? Ja, luftokrivec. Luftokrivenc. Ja. Animeja nisem pogledal, tako da sem bil zelo svež pri tej zadevi in meni je ok. Vem, da so na spletu zelo deljena mnenja. Meni je ok, še posebej za prvo sezono. Liki so koliko toliko všečni, ima par teh nekih problemov v smislu zapleta, ker včasih je ful preveč obrazlag, kaj se neki gre. Moram pa reči, da sem ful užival v zelo barvitem, tujem, mogoče malo eksotičnem svetu, ki pa ni toliko v fantasy smislu zakoreninjen v srednjeevropski logiki. No? Tako da imaš v bistvu zelo teh azijskih vplivov noter in to mi je bilo ful všeč. Tako da zelo čudovita, lepa zadeva, ker je vsaj meni mičkem boljša kot Wheel of Time. No? Tako da, ajde, za primerjavo. No? Je pa tak zelo mladostna, mladinska. Ni odrasla zadeva, ni nobenega seksa, golote, nasilje je zelo zadržano, magic je ful zanimiv. Tako da ja, priporočam. Jaz sem gledal tega, ne par delov anime in sem tudi, ko sem gledal zdaj tele komentarje, piše, da ja, ta serija je taka, pač, kot da ti, pač, kada ti razlaga anime ki mu je bil všeč, saj se ni glih vzga zapolnil. Film je pa tak, kada ti ob 3 zjutraj na žurki po 15 pirih razlaga kvaj slišal od enga. Ok. Poje serija še vedno na boljše. Jaz sem gledal film in je zelo zanič. Recimo Avatar Jama. Pokaži se zdaj. Glej, Shyamalan je naredil 2 zelo slaba filma in to je eden od njih, ne 3 zelo slabe filme. Okay. Ampak ja. No, 4. Ta sodi med slabšim, ampak vseeno ni veter morilec, tako da ali drevesa, ali kaj že bilo. Narava. Ni alergičen na zrak. Je pa, da vas popravim to, ni anime, to je ameriška risanka narejena v slogu, ki malo spominja na anime, ampak ja. Ja, mislim, da v 21. stoletju reče anime z izključno japonsko zadeva, malo že... Ja, samo to je skoraj iz 20. stoletja. Ne biti nacionalist. Ja, get woke, man. V našem podcastu si mislim. Edina dobra stvar v Shyamalanovem filmu sta 2 mojstra borilnih veščin. Eden je oni Mulo, ki sploh ne zna igrati, ki igra Avatarja, ampak je pa ful dober v brcanju po zraku. Pa Dev Patel, ki igra Bad Guyja in naslednji mesec dobimo njegov
action movie, Tako. k nam v kino, ker sem zdaj pozabil, kak je naslov. Monkey Boy. Monkey Boy, ki je Tako. pil, ne, je producent. Ja, Ja. Jordan Peele. Revija pil. Revija. Ja, teta Justi. Štofi bo dober v filmu. Tako da ja, že spet seks. In Shameless self-promotion. In to ne prvič. Ne prvič. Kaj pa ti gledal? No? Ja, hvala mi to za ta segue, ker jaz ga nisem znal narediti. Jaz sem pogledal grozljivko Night Swim končno in ugotovil, zakaj je ne bi rabo gledati, res slaba. To je pač vsi klišeji hiše duhov, samo da se dogaja v bazenu iz nekega razloga. Brez veze. Pogledal sem tudi miniserijo Inside Man, ki jo imate na Netflixu, David Tennant in Stanley Tucci igrata. Več kot očitno se nikoli nista srečala, ker sta pač posneto je pač eno v Ameriki, eno v Britaniji. Nenavadno, ker skuša se mi zdi, da to, kar smo se danes pogovarjali, malo prikazati, kako navadni ljudje vseeno lahko se zgodi, da naredijo zločin. Ker tukaj je pač David Tennant postavljen v grozno izbiro, kjer nevede prinese domov na ključku otroško pornografijo kot vikar in potem da tisti ključek eni zaposleni, mislim, tutorki njegovega otroka in reče, da je to njegovega sina ključek in on vtakne noter in najde gor stvari in zdaj on hoče jo prepričati, da ni to ključek njegovega sina, da ne bi šla takoj na policijo in uničila življenje, ker veste, kakšni so v Angliji tabloidi. Okay. Ja, tle smo. Mislim, če si človek, ki ne Švica, so dosti prijazne s tabo. Okay. Ljudje, ne. To je bila že naša 183. epizoda. Poslušali ste podcast, ki se oglaša na Meju Bot, podcast za serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Aparatus. Z vami smo bili Mojca, ki je navabijo na podcaste Gorenc. Vsi ostali pa imamo danes čisto normalna imena in primke, Boštjan Gorenc, Igor Hap, Mito Gegić in Aljoša Harlamo. Volk. Tole epizodo smo posneli v kinogledališču Bežiga. Če gledate film v KGB, ga gledate v centru z dobrimi kokicami in pivom in če smo tam še mi, potem tudi v najboljši družbi. Če vam je bilo všeč, kar ste danes slišali, delite, všečkajte naš podcast, naročite se nam preko vaše najljubše aplikacije oziroma ponudnika podcastov, dajte nam kakšno ceno na Apple Podcasts ali Spotify, spremljate platformo Aparatus z odličnim in raznovrstnim izborom podcastov. To ni res. In če se v naslednjih dneh odpravljate v kazino, kjerkoli v Sloveniji, stavite na rdečo 12. Dobil sem notranjo informacijo od naših najzvestejših poslušalcev, ki so mafijci. Ampak ne stavite preveč, ne bodite preveč pohlepni. V primeru prevelikih izgub za hišo sem namreč zastavil kolena svojih sovoditeljev. In če želite, da mi Mito in Igor še kdaj pomagata nositi stole v našem improviziranem studiu, ali se sploh povzpneta na oder, kjer snemamo, ali mi gresta po pivo, potem bodite skromni. Hvala že vnaprej. Podcast Obot, najljubši podcast, ko sesate, pomivate posodo ali komu zalivate noge v betonsko ploščo. Na Twitterju nas najdete kot @podcastobot, na Facebooku in Instagramu kot podcast s K-jem brez. Jutri so vedno bolj slabši. Sicer pa najdete vse pomembne. Chat GPT. To pa nismo na Frenci, ko nismo. To je ono od Instagrama, Jesus. Vse pomembne povezave tudi v drevesu povezav, oziroma na Linktree, ki ga najdete na dnu objave. Vabimo vas tudi na naš Discord server, tam pa smo, kjer lahko klepetamo o vsem tekočih epizodah, o tem, kaj žanrskega konzumiramo ali bodemo konzumirali, sprotnih kratkih recenzijah in še marsičem. Na družabna mreža še vedno tudi delimo rajcere, prikolce, novice sveta žanra in druge zanimivosti in tja lahko smerite za vprašanje, pripombe, komentarje, načrte za road tripe po Šiški, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. Tole je bila že 183. epizoda, dragi oboževalci in oboževalke. Naslednja epizoda 6. sezone je na vrsti najpozneje 12. marca in govorili bomo seveda o čem drugem kot o drugem delu peščenega planeta. Se torej poslušamo takrat. Hvala vam za vašo pozornost. No, kdo zdaj noben še ni Lady Gaga oponašal? Ne bomo, sem leta pač na peščenem planetu bi bilo logično, da vsi govorijo, da Nataša ni. Ja. Ali pa da so jezni kot Anakin Skywalker. I don't like the same. Mislim, da je celo uro govorjenja o kripajočih klipih pandemiji mule. Ja, mule. Ja, ne.